se lahko ali pa kako poteka to infiltracija denimo, ali pa poteka kdaj infiltracija tudi v podjetje? Recimo prej si omenila, da je to lahko tudi opazovanje nekih odtujitev na delovnem mestu, to pomeni, da je treba fizično biti v prostoru, ko se to dogaja. Kako Ja, vse je odvisno od primera do primera, a ne, ampak ko pride input informacije, torej s strani naročnika, se je treba na to zelo dobro pripraviti, a ne. Ne pomeni to kar, okej, zdaj mi boš predala neke informacije, kaj se dogaja, sumi se, ne vem, da hišnik nekaj tule iznaša ven iz te stavbe, iz vaših pisarn, nekaj vam izginja, a ne, ne bomo zdaj kar, ja, zdaj pa v avto bomo šli opazovat, a ne. Ampak najprej, se pravi, boš predala vse informacije, mi bomo naredili neki operativni plan, a ne, se pravi, s časovnico, kdaj misliš, da se to iznaša, kako poteka tule delovnik, kdaj osebe prihajajo, odhajajo, kdo bi lahko bil, a ne, da se ta, krog zoži, a ne, potem pa operativno seveda, da mi to naštudiramo in seveda operativni plan, da naredimo, in potem se gre v opazovanje, ne, kje bomo stali, kako je stavba, a je podzemna garaža, več izhodov, koliko nas je treba na terenu, a ne, potem, da se temu primerno seveda operativno lotimo na terenu, se postavimo, to treba vozilo ali bo nekdo zunaj v kafiču sedel pa bo ta izhod videl, drug bo v garaži noter pa bo tisti izhod pokril, a ne, da se potem res dobro dokazno gradivo dobi in storilca na delu, kar je bistvo potem seveda na koncu. se pričakuje, da je dokazno gradivo največkrat sestavljeno iz fotografij ali bo zadostovalo tudi poročilo, detektiva oziroma lastna izpovedba? Mislim, šteje tudi seveda izpovedba, ampak a veste, fotografije so pa tiste, ki so bistvene. Ja. Kako vam pa uspe, detektivom na splošno, zakriti dejstvo, da neko osebo fotografirate? Meni se zdi to ena od najtežjih stvari, torej slikati, brez da nekdo opazi, da ga slikaš. Je težko, s tem da, če gledam 20 let nazaj, ko sem začela to dejavnost opravljati, a ne, ko smo imeli stare telefone, ki niso imeli, fotoaparata oziroma možnosti slikanja, je bilo to bistveno težje, kot je sedaj, ko ima vsak telefon že fotoaparat in lahko s telefonom torej pofotografiraš, ne, in tudi če gremo tule po mestu, marsikdaj se zgodi, da turisti slikajo stvari, ni zadeva tako vpadljiva, a ne. Je pa stvar taktike vsekakor. Ne. Koliko pa, recimo takšna storitev stane? Od do. To, ko razumem, ko so to pravne osebe, je to, ima določena cena čisto drugačno konotacijo, kot če so fizične osebe, ampak približno, da vemo, koliko v Sloveniji to stane, denimo. Priporočena cena s strani Detektivske zbornice, torej urna postavka je 90 € plus davek. Za vsak posamezen primer je pa praktično skoraj nemogoče in zelo nehvaležno reči, a ne, koliko bo ur potrebnih, vse predno nimamo nekega osnovnega inputa informacije, a ne, da se pogovorimo, lahko po telefonu, lahko po mailu, da vidimo, kak gabarit, ur bo potreben, a ne, da rečemo, bo dovolj 5 ur ali predvidevamo 10 ur, in potem rečemo, ne vem, predvidevamo, da za ta vaš primer bo potrebnih 10 do 15 ur dela, a ne, se pravi toliko in toliko, kilometrina, DDV, a ne, da stranka vedno ve in stranka vedno ve, preden, nam potrdi torej izvedbo primera, do kam ta cena lahko gre. Ne, to imamo vse potem na mailu, na pooblastilih, se dogovorimo, stranka potrdi in ve točno, kje je tista meja, do katere bo, strošek, primera lahko šel. Kaj so pa tisti primeri, ki največkrat, botrujejo temu, da se dela popoldne, čez vikende, tako kot si omenila, da je torej delo detektiva nepredvidljivo, da zahteva praktično celega človeka? Odtujevanje iz podjetij, a ne, kar se bo v večini večkrat zgodilo, ko ni uprave, a ne, ko ni vodstva, ko ni vodje v proizvodnji recimo. Alkotesti, testi na prepovedane droge, večizmensko delo recimo, pa gremo ob 2 zjutraj v proizvodnjo. Skladišča, trgovine recimo, ko se neka roba dobavlja, pa se pri tem odtujuje, je to tudi dostikrat ponoči. Ali pa neke take ure, ki so izven rednega delovnika, bolniške. Potni stroški recimo zjutraj, torej pred delovnim časom, ne, od kje bo delavec dejansko šel. Ja, on trdi recimo, da se v v Ljubljano vozi iz Ptuja, a ne, dejansko ga pa dobiš, kako se 3 kilometre od podjetja pripelje, smo imeli že razne primere, ko je šla oseba s, kolesom v službo.
trdila pa, da se z druge regije vozi, a ne. Koliko takšnih primerov se pa zahteva, da lahko zanesljivo dokažemo, da to ni bilo enkratno ravnanje, denimo prispad pri prijateljici ali pa pri prijatelju, ampak da to dejansko pomeni bivanje na drugem naslovu? To je zelo pomembno pri potnih stroških, da se izkazuje kontinuiteta, a ne, mi svetujemo strankam, da se razpotegne torej primer vsaj tekom meseca ali pa meseca in pol, da smo na varni strani. Kar ne pomeni, da se preverja vsak dan, ampak ne vem, če rečemo ta teden torek, četrtek, pa naslednji teden, ne vem, ponedeljek, torek, sreda recimo, a ne, da se res to kontinuiteto izkazuje s tem. In pa na koncu seveda, ko vso to dokazno gradivo zberemo, potem se gre pa še vprašati na naslove, okolici naslovov, poštarje, sosede, a ne, vse, ki bi vedeli karkoli povedati, a ne, da se še o tem izpovejo in da se še to tudi navede noter v poročilo, a ne. Se pravi, prej fotografije, kako oseba v razponu meseca pa pol dejansko odhaja in prihaja na ta naslov in na tem dejanskem naslovu tudi ostane, a ne, ne samo, da na tem naslovu skrbi recimo za ostarelo mamo, ampak ne, ostane na tem naslovu. Potem pa seveda sosed je izpovedal, da oseba že vsaj pol leta stanuje tukaj, tam na drugem naslovu, da osebe že pol leta ni tukaj in tako naprej recimo, a ne. In pridemo tudi, se pravim, po 20 letih tudi še vedno do kakih zanimivih situacij, ke se ugotovi, da oseba sploh nikoli ni bivala na naslovu. Ali pa ne vem, da je enkrat bila na obisku, ker je tam sošolec doma iz osnovne šole. Pa pač prijavila naslov tam. Ali pa so ponaredili. Nikoli še slišali za osebo, a ne. Tako da tukaj so razni tudi bizarni primeri v praksi. Ampak na splošno to zbiranje informacij, verjetno se zdaj o tem pogovarjava, Ja. ko se torej pogovarjaš s pričami, sosedi, z različnimi drugimi, morda tudi naključnimi osebami. Kako običajno ljudje odreagirajo? Jaz si poskušam predstavljati situacijo, da nekdo pozvoni na moja vrata in reče: "Dober dan, oprostite, ke sem vas zmotila, jaz sem ta in ta. A vi poznate to in to gospo?" Kako se ljudje obnašajo v takih primerih? Jaz bi rekla: "Oprostite, zakaj pa vas to zanima?" Kaj rečete, kaj naredite? So kakšni, ki so zadržani recimo, ampak načeloma imamo kar dobre izkušnje, da so osebe pripravljene sodelovati in pripravljene pomagati. Ker saj v končni fazi je to naša bit, a ne. Mi verjamemo v neko... Poveš, da si iz detektivske agencije, da raziskuješ to in to? Ja, Ali tudi. tudi? Na koncu, ker ni nekega tveganja kompromitacije, a ne, ker smo itak že vso dokazno gradivo zbrali, ni problema, če se izkažemo pa povemo: "Glejte, zbiramo informacije o tej pa tej zadevi, kar se tiče potnih stroškov, kako je s to osebo, ali dejansko biva tukaj, kdaj se je odselila," in tako naprej, a ne. Popišemo tudi ime, priimek, a ne, da so lahko potem tudi priča v nadaljnjem postopku. Ker zdi se, da je velika verjetnost, da greš potem do osebe, ki se jo preiskuje, in rečeš: "A veš, da so bili danes detektivi Ja, pri meni v zvezi s največkrat tabo?" ja. To Največkrat zgodi. ja. Kaj pa potem? Potem pa oseba kar naenkrat izve, da je under investigation. Na Kaj pa koncu potem? itak izve, če prej ne, ko dobi s strani delodajalca vabilo na zagovor, a ne, z vsemi pač kršitvami, ki so bile ugotovljene, in pač ima možnost oziroma se ji da možnost, da se pripravi na sam zagovor, tako da v vsakem primeru izve, a ne. Kaj pa, Ampak če izve pred tem? A imaš kakšne bizarne primere, da so se šle pritožit k delodajalcu, da so ne vem, navajale, da je to poseg v njihovo zasebnost, kaj podobnega? mislim, imeli smo primere, kjer je oseba kar naenkrat potem spremenila naslov, a ne. Ampak mi smo imeli že vse podatke zbrane recimo, ne. Ali pa, ne vem, preiskovanje tatvin, pa se je nekaj zgodilo, potem roba izginila, ne, ampak mi smo imeli že podatke pa dokazno gradivo zbrano prej, tako da ja, seveda. Tudi poseg v zasebnost, seveda se lahko sklicujejo na to, ampak tukaj je spet zakon tisti, ki je zelo pač strikten, kar se tega tiče, saj vemo, a ne, do kam smemo, torej kaj se sme fotografirati in kaj ne, a ne. Recimo zdaj, Lahko kaj če več greva poveš? spet na bolniško, a ne, so tudi taki zanimivi primeri, ki jih dostikrat na predavanjih tudi povem, a ne, ker so tako, kako naj rečem, samo self-explanatory, no, se pravi, samo po sebi se da skozi primer zelo nazorno ponazoriti, do kam lahko gremo, a ne. Nadzor bolniške, delavec v bolniški pravi oziroma izkazuje, da je zelo bolan, da ne more nič, leži doma. Nadzor, pri nadzoru ugotovimo, da nakupuje gradbeni material, doma postavlja gradbeni oder okrog svoje hiše
in potem začne delati fasado na hiši in to fasado je delal cel teden, se pravi težja fizična dela. Ta hiša je bila ograjena z ograjo, ampak ograja je bila tako nizka, torej da vsak občan, ki je šel po pločniku mimo hiše, je lahko videl, kaj ta človek dela. Se pravi, tudi detektiv je imel to možnost in osebo pač pofotografiral, posnel, napisal potem poročilo, iz katerega je izhajalo, kaj je ta delavec dejansko v bolniškem, staležu delal. V kolikor bi bila ta ograja tako visoka, ne vem, 2 metra, da ti ne bi mogla videti, ke bi normalno kot občan šla mimo, ne bi mogla tega videti, a ne, se pravi, bi mogla splezati gor na neko drevo, na lestev, nekaj odmakniti, neko grmičje ali kaj, da bi šele potem videla, a ne, bi šlo za poseg v zasebnost. Ne, tako da tukaj je ta meja absolutno pač jasna in se točno ve, do kam smemo in do kam ne. Tako da v kolikor je to z javnega mesta in z javno dostopnega mesta, ne, je oseba sama izbrala s tem, ko je stopila iz svoje zasebnosti,